Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti. Lep poletni pozdrav iz našega znanstvenega laboratorija, kjer smo v zadnjem letu spet zakuhali kar nekaj oddaj. Denimo takšnih, v katerih smo se preizpraševali o varnosti in nujnosti prehranskih dopolnil, pa seveda o energijskih pijačah in prehrani. Pogovarjali smo se o potomcih in tudi o času, ko potomstva ženske praviloma ne moremo več imeti. S temi temami sem se letos ukvarjala tudi sama. Jaz sem Maja Stepančič, vabljeni torej na sprehod po sezoni 2024-2025. Nekaj oddaj je v tem letu nastalo tudi v sodelovanju z Majo Ratej. V eni izmed preteklih, zelo poslušanih frekvenc X sva ugotavljali, da je menopavza zadnja menstruacija v življenju žensk. V povprečju se zgodi pri 51. letu starosti, a vendar je treba o tem obdobju razmišljati že po 35. letu, ko se že lahko pojavijo prvi perimenopavzni simptomi. Spraševali sva se, kaj se dogaja v ženskem telesu, ko estrogen in progesteron nihata in kako se lahko ženske pripravijo na to obdobje, odgovarja specialistka ginekologije in porodništva Maruša Strgulc. Prvi znaki, ki se pojavijo, so običajno znaki, ki izhajajo iz živčnega sistema, nobene veze z rodili. Gre za to, da je estrogen, ki je pač ključni hormon, ki nas varuje ženske do menopavze, ima dejansko vpliv na celotno telo. In ta njegov izrazit vpliv na možgane je v bistvu tisti, ki ga prvega zaznamo. To pomeni, da jaz bom rekla, punce stare 35-40 let imajo običajno prve simptome, ki se kažejo z utrujenostjo, z nekimi blagimi znaki anksioznosti, lahko se pojavijo znaki kot te možganske megle in pa seveda tudi nespečnost. Tipično je, da ali zvečer ne more zaspati, ali pa da zvečer zaspi, potem se pa zbuja med 2. in 3. zjutraj. Če lahko še enkrat mogoče natančneje opredelimo to razliko med menopavzo in perimenopavzo, namreč imamo v družbi tako zelo laično in zelo pavšalno mnenje o tem oziroma vedenje. Nekje sem zadnjič slišala podatek, da je v bistvu menopavza natanko en dan, medtem ko je pa perimenopavza zelo dolgo obdobje, kot pravkar omenjate. Ja, tu je zdaj v zadnjem času, zato ker se je predvsem na družabnih medijih pojavilo ogromno nekih tako zdravnic kot znanstvenic, hvala Bogu, da so tam, da delijo ta znanja, ampak nekako se je začela pojavljati ideja, da je menopavza tisti dan, ko je minilo 12 mesecev od zadnje menstruacije, ampak po pravilni naši ginekološki zdravniški definiciji je menopavza zadnja menstruacija v življenju ženske. Zato, ker je enaka kot vse ostale prej. Nikjer ne piše, jaz sem pa zadnja. Jo določimo za nazaj in to je, se pravi, po 12 mesecih brez krvavitve. V osnovi je pa to obdobje pred menopavzo, ki smo rekli, da traja 7 do 10 let, je v bistvu perimenopavza. Potem je menopavza, ki je zadnja menstruacija v življenju ženske in to obdobje, ki traja več kot tretjino življenja ženske, je pa obdobje po menopavze. Maja, vi ste zdajle v tem obdobju. Kdaj ste vi začeli opažati razlike in kakšne so bile te razlike? Kdaj ste recimo prepoznali, da se dogaja nekaj v vašem telesu? Se pravi, ta prvi pokazatelj, fizični pokazatelj, zame je bilo to, ko se je menstruacija majčkeno zmešala, rečemo po domače, pa se je skrajšala, pa se je obdobje ene do druge menstruacije premaknilo ali krajšali, daljše bilo, krvavitve so bile šibkejše v mojem primeru, nikoli močnejše. No in to obdobje je v bistvu trajalo neke 2 leti. Zdajle sem pa že kar 3. leto brez menstruacije. Tako da, če malo glede leto predelim, sem stara zdaj 52 let, to se mi je začelo dogajati, se pravi to z menstruacijo, tam pri 45, tam nekje bi rekla. Prej, o perimenopavzi pa absolutno nisem razmišljala. In nekako moram tudi reči, da nisem bila pozorna na te stvari, ni da bi se mi začelo kaj dogajati, tako da bi res vedela ali pa povezala s čim takim. Takrat se tudi o tem še absolutno nič ni govorilo. O perimenopavzi kot taki sem šele zdaj tudi jaz slišala, pa zvedela. Zdaj za nazaj pa lahko rečem, je bila pa en pokazatelj, ki je bil nenavaden, pa sem ga šele zdaj nekako zadetektirala. Meni se je v tem
obdobju, ko se mi je začelo spreminjati, tudi verjetno hormoni, estrogen in tako naprej, libido precej dvignil. Bom rekla, to je bila res velika razlika odprej, kar se tiče utrujenosti, kar se tiče tudi oblivov, teh oblivov tipičnih, ki so se mi začeli dogajati šele kasneje. Šele po tem, ko sem dejansko izgubila menstruacijo. Tako Maja Smole, ki je delila svojo izkušnjo z menopavzo, v oddaji sva gostili še sociologinjo Sonjo Lokar, ki je osvetlila še sociološki vidik in sicer zanimalo nas je med drugim, ali se ženske zaradi simptomov menopavze srečujejo z nerazumevanjem in diskriminacijo. Prva stvar, ki se mi zdi, da je tipična, je ta, da kako pravzaprav družba sploh gleda, javnost gleda na žensko. In kako pa gleda ženska sama nase. A se to med sabo pokriva, a se dopolnjuje ali v nasprotju. In bomo pogledali nekaj primerov. Ne? Jaz mislim, da se ta javnost in družba zelo zanima za žensko rodnost. To jih močno zanima in vse je usmerjeno v to, da se otrok rodi. Pomembnejše je, da se otrok rodi, kot da je otroku potem v življenju dobro, kaj bo pa z žensko, pa itak ni pomembno. To so v bistvu ostanki neke pretekle družbe in nekega preteklega pogleda na žensko, ki pa še vedno zelo živi v naši družbi. Kapital spet po svoji strani, ko vstopi v ta prostor, pa žensko spet gleda drugače. Najprej jo vidi kot potrošnico, ker ženske imajo velik vpliv na to, kako se troši denar v družini in tega se kapital močno zaveda. Potem jo vidi tudi kot potrošnico, ki je samozaposlena, ki ima svojo plačo in ji poskuša to plačo potegniti iz žepa. In zato je razglasil kriterij lepote. Lepote in večne mladosti. To je zelo drago, če češ ta kriterij vzdrževati. In seveda to pomeni, da se ne ukvarjaš s staranjem, z nekim procesom, ki je popolnoma normalen. Mi razumemo, da je dojenček drugačen kot pubertetnik, da je pubertetnik drugačen kot odrasel človek. Kaj je pa s prehodom iz srednjih let v starost? To pa rajši ne bi vedeli. To pa za kapital ni zanimivo, Se pravi, po eni strani tradicija, po drugi strani pritisk kapitala in potem nenadoma ženska, ki se sama sprašuje, kdo sem pa jaz. Prvič, odkar ženska je ekonomsko postala samostojna, bolj množično. In to traja nekaj časa, da pride v to fazo in to se upada z menopavzo. Sam težava je pa v tem, da ženska je v perimenopavzi v najhujšem obdobju svojega življenja, ker ima vse na buči, Vse ji je na ramenih. Ali majhni otroci ali pa odraščajoči otroci, mogoče izveza partnerska razpada, v službi je tik pred tem, da naredi kariero, mogoče so izboleli stari starši, ko to daš vse na kup, pa se ti mora zmešati, kdo pa lahko to zdrži. Se pravi, ni vprašanje samo menopavze, je vprašanje načina, kako sploh živimo v sodobnem svetu, kjer nimamo nobenega časa biti to, kar smo, ampak moramo biti to, kar drugi od nas pričakujejo. Poleg gledanja družbe na žensko, ki prehaja v obdobje menopavze, smo v Frekvenci X govorili še o tem, kakšno vlogo ima v tem življenjskem obdobju prehrana, kakšno vadba, kako nihanje hormonov vpliva na možgane in zakaj so ženske dovzetnejše za Alzheimerjevo bolezen, srčno-žilne bolezni in težave s kostmi. Če vas tema zanima ali morebiti zadeva, celotno epizodo najdete med podcasti Frekvence X. Kot sva z Majo Ratej ugotavljali v še eni skupni znanstveni oddaji, je dejstvo, da se v Sloveniji verjetno s perimenopavzo še vedno ne ukvarjamo veliko, kajti za otroke se odločamo vse pozneje, tudi ko smo morda že v obdobju perimenopavze. Pri poznem starševstvu pa se je ključno vprašati, dokdaj pri tem sodeluje biologija in kdaj mora priskočiti na pomoč znanost, kakšno besedo ima pri tem genetika in kako je pri nas zamrzovanjem jajčec, ki postaja v nekaterih zahodnih državah vse pogostejša praksa. Doktorica Luca Lovrečič z Kliničnega inštituta za genomsko medicino UKC Ljubljana. Starejša kot je ženska, ko zanosi, večje je tveganje, da njeno jajčece s seboj prinaša neuravnoteženo število kromosomov oziroma neustrezno število kromosomov. Ker kot vemo, polovico vsakemu posamezniku prispeva mama, polovica oče. In je že taka jajčna celica s sabo prinesla neustrezno število kromosomov. Torej, kakšnega premalo, kakšnega preveč.
In ker so kromosomske okvare, bi rekla, težke okvare, so marsikatere nezdružljive s preživetjem. Redko katere so sploh združljive s preživetjem in ena takih je recimo Downov sindrom. Se je pa izkazalo, ko so se analizirali genetsko splavki, posteljice recimo v teh zgodnjih splavov, da se v njih v 50% pri zgodnjih splavih izkazujejo kromosomske napake in da je več kromosomskih napak vzrok za spontano prekinitev nosečnosti pri starejših mamicah. In zdaj, ko so vse te podatke združili, v velikih študijah se je pa res pokazal trend, da, tako kot sva že prej omenili, da nekje do 35. leta približno počasi narašča to tveganje za rojstvo otroka s kromosomsko napako. Po tem letu, tam med 35 in 37, se pa eksponentno poveča. Tako da približno v starosti 40 let je 1% že tveganja. Zarodne celice se sicer pri ženskah razvijajo že takrat, ko so še v maternici svojih mam. Ženska ima pred rojstvom vse jajčne celice. Mlajše kot so nosečnice, manjša je možnost kromosomskih okvar. Genetske okvare pa so v veliki meri odvisne od starosti moškega. Moški, ki je starejši kot 40 let, ima 10krat večje tveganje, da se počne otroka s to okvaro kot mlajši moški. Ampak ker je že v osnovi to tako redko, je navkljub temu še vedno redko, tudi pri starejših moških jih ni veliko. Jih je pa statistično pomembno več, kot pri mlajših. V oddaji o poznem starševstvu sva gostili še Tino Žnidaršič z oddelka za demografske statistike in življenjsko raven statističnega urada, ki je s pomočjo statistike nakazala, da je trend resnično takšen, da se za starševstvo odločamo vse pozneje. Govorili sva tudi z doktorico Nino Jančar, vodjo oddelka za zunajtelesno oploditev na ginekološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki je razložila postopek zamrzovanja jajčec in da so pri nas zato upravičene ženske, ki zbolijo za rakom ali jim grozi odpoved jajčnikov ter ob hudi endometriozi. Ob tem pa sva govorili še s Klaro Lotrič, obolelo za kostnim rakom, ki si je zamrznila jajčne celice. Oddaja je v celoti na voljo med podcasti, dajte ji priložnost in ji prisluhnite. Frekvenca X. Zdaj pa o temi, za katero se zdi, da postaja v zadnjih letih vse bolj popularna. Posamezniki, mlajši in starejši, se morda trenutno bolj kot s tem, kaj damo nase, ukvarjamo s tem, kaj damo vase. Prehrana in prehranska dopolnila so tema, ki se znajde pogosto v pogovorih, a vendar je ob izjemni poplavi informacij in izdelkov zelo težko ločiti zrnje od plev. Tudi zato smo letos v Frekvenciji X večkrat na krožnik postavili vprašanje, kaj s prehrano zares dobimo in kdaj je smiselno uživati prehranska dopolnila. Konkretno, v eni od epizod o prehranskih dopolnilih smo se spraševali, ali je omega-3 učinkovita kot preventiva. Kaj pa kolagen, ali se resnično dokoplje do zadnjega nohta, kako je v praksi in komu se predpisuje prehranska dopolnila, kaj pa otroci in ali je magnezij res treba jemati ob mišičnih krčih. Doktorica Nada Rotovnik-Kozjek, oddelek za klinično prehrano Onkološkega inštituta v Ljubljani. Ta zgodba o magneziju je pravzaprav neverjetna. Magnezij glede na strokovne smernice ni prehransko dopolnilo, ki ga bi kar tako jemal pri telesni dejavnosti. Prav tako ni prehransko dopolnilo, ki ga bi jemal za različne zdravstvene težave, kadar v ozadju ni neke specifične indikacije, naprimer pomanjkanja magnezija v telesu, ali pa kakor ga mi uporabljamo v medicini za zdravljenje zelo visokega pritiska pri nosečnicah, to je bolezensko stanje eklempsije, ali pa če ga uporabljamo za čiščenje prebavil pred operativnimi posegi, ko uporabljamo magnezijevo sol, kar že tudi nakazuje funkcijo magnezija, da relaksira delovanje gladkih mišic in to načelno z skeletnimi mišicami in njihovimi krči nima kaj prida za opraviti. Mogoče samo posredno, ampak večinoma v našem telesu ni pri zdravem človeku, pa tudi pri večini bolnih nobenega pomanjkanja magnezija. No, magnezij recimo v klinični praksi poleg bolezenskih stanj, ki sem jih prej naštela,
Seveda uporabljamo takrat, kadar ga posameznik potrebuje. To je naprimer pri odpovedi prebavil, ki ti odpove tisti del črevesja, kjer se magnezij fiziološko absorbira. Tako da ja, mi imamo na zdravljenju z infuzijami bolnike, ki si dnevno aplicirajo magnezij, ker ga ne morejo absorbirati iz hrane, ker pač ta del prebavil ne dela, ampak tako ni za večino posameznikov, ki so bolni in tako seveda sploh ni z ljudmi, ki so zdravi. Tako da magnezij kot običajno prehransko dopolnilo, ki ga ljudje jemljajo, pravzaprav verjetno nima nobene druge funkcije kot placebo. In tule dodaja doktorica Nada Rotovnik-Kozjek, ki je treba razložiti, da je krč v mišicah, kar je najpogostejša indikacija, ki si jo posameznik postavi za pomanjkanje magnezija, pravzaprav rezultat energijske krize, kar pomeni, da se je v tistem trenutku nekdo preveč intenzivno ukvarjal s športom ali pa je mogoče dehidriran in energija ni prišla v tisti del delujoče mišice. Edina terapija je to, da se ustaviš ali pa da zmanjšaš intenzivnost, ne pa to, da vzameš magnezij, ampak večinoma, ko se ustaviš, takrat, ko vzameš magnezij, se seveda tudi energijska poraba zmanjša in se krč lahko sprosti. Podobno je, če si pomasiraš mišico, se prekrvavi in bojo lahko prišli energijski substrati ponovno v mišico, ampak to nima nič za opraviti z magnezijem. Še več, z magnezijem si seveda lahko naredimo škodo. Nekontrolirano uživanje magnezija pospeši odvajanje, to govorijo tudi reklame za znano mineralno vodo. In tega si športnik, recimo, ali pa nekdo, ki je telesno dejaven, res ne želi, da bo imel pogostejše odvajanje, ker to mu v končni fazi, recimo na maratonih in podobno, nič ne koristi k končnemu rezultatu, kaj šele počutju. Sogovorniki v 2 epizodah miniserije o prehranskih dopolnilih so bili doktorica Nada Rotovnik-Kozjek z oddelka za klinično prehrano Onkološkega inštituta v Ljubljani, Mija Majer, klinična dietetičarka, z oddelka za klinično prehrano Onkološkega inštituta v Ljubljani, dr. Igor Pravs z Inštituta za nutricionistiko, doktorica Urška Blaznik, NIJZ, doktorica Tanja Varl-Turk, Center za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana in Andreja Mojškrc, zdravstvenega inšpektorata. Prosim, zavrtite si oddajo ali kar obe, v katerih spoznate, kaj zares drži o prehranskih dopolnilih in kaj ne. Radijski laboratorij na valovih znanosti. X. Za konec pa še obisk med mladimi, ki jih zanima, denimo tudi to, ali je burek dober zajtrk, kakšna je ustrezna prehrana mlajšega odraslega, kako velik vpliv ima na njihove prehranjevalne navade splet in kako zelo lahko organizmu škodijo energijske pijače. Torej, energijske pijače so nek trend, ki ga vidimo predvsem v zadnjih letih. Jaz, ko sem hodila v gimnazijo, pa dobro, bilo je nekaj časa nazaj, pa ne spet toliko, tega še ni bilo toliko. Pa smo tudi zgodaj vstajali, pa vse to, tako da te energijske pijače res so nek tak trend, ki nas mogoče večkrat skrbi. Iz vseh vidikov, in z psihološkega vidika, in zdravstvenega vidika, še posebej recimo tudi pol, ko enkrat začnete hoditi na žurke, pa to pa, da se kombinira, še kaj lahko postane zelo nevarno. Imajo tudi smrtne primere kombinacije alkohola in energijskih pijač, tako da to se ni za hecati. Po drugi strani pa energijske pijače kot take imajo lahko visoke vsebnosti stimulansov, torej recimo kofeina, a ne, in lahko zaradi tega tudi slabše spite, potem naslednji dan ste še bolj utrujeni, pridete v neke začarane kroge tega in to res ni smiselno. Veliko boljše, da se naspite po noč, pa da imate čez dan naravno energijo, pa da greste potem spat ob neki normalni uri. Po drugi strani pa tudi, če niso glih brez sladkorja, te energijske pijače, tudi veliko cukra, tudi ni fajn, sploh če sedite, pa še za zobe, da ne pozabimo na zobno zdravje. Tako da je cel kup enih zadržkov, no, ko jih imamo vsej kot strokovna javnost pred prekomernim uživanjem energijskih pijač. Vse kakšna, kdaj, ok, ampak da bi pa to vsak dan pil, pa absolutno ne. Sploh v večjih količinah bi se res odsvetovali, no. Pa vemo, da je kul pa vse to, ampak mogoče najte kaj drugega. Kaj pa lahko, recimo, kaj drugega, da bi jih zbudilo, recimo? Ja, kakšen čaj, že boljš, kakšen črni čaj, zeleni čaj, dober, tudi kakšna kava. Sem tudi začela kavo piti v gimnaziji zaradi plavalnih treningov, ampak te energijske pijače, toliko enih umetnih zadev noter,
bi se odsvetovali. No. Pa tudi, če so brez sladkorja, imajo pa umetna sladila, ki pa tudi niso nedolžna. Ne? Točno to, dajte še o umetnih sladilih. Ne? Mnogi nutricionisti, ki jih tudi jaz spremljam na Instagramu, razlagajo, da kaj je zdaj ta gonja proti umetnim sladilom, ker da z njimi ni nič narobe. To ne drži čist. Mislim, predvsem tudi recimo, že našo mikrobioto niso fajn. Torej, vaše črevesne bakterije, ki so lahko zelo fajn, zelo dobro vplivajo na vaše zdravje, če so unete prave. In vemo, da tudi ta umetna sladila lahko negativno vplivajo na mikrobioto. Jaz bi sam še za energijske pijače rekla, ker se jim reče pijače, ne? Ampak to niso v bistvu tekočina, s katero bi si vi potešili žejo, ker vas kvečemo dehidrirajo in kar nekaj v bistvu takih primerov športnikov, če se spomnite, se je zgodilo, da so bili tako kronično dehidrirani, ker so pili energijsko pijačo za žejo. Kar se pa tiče umetnih sladil, pa res vsaka energijska pijača ima še svojo sestro, se pravi svojo light varianto, v želji, da bo pač po teh pijačah pa posegala dekleta. In zdaj morate vedeti, da industrija energijskih pijač cilja zdaj predvsem na vas, na dekleta, bolj kot na fante. Fante je že usvojila, več ali manj. Kar veliko strokovne debate je na temo dolgoročnega uživanja umetnih sladil. Z njimi še kar naprej podaljšujemo to željo po sladkem, ker se pač umetna sladila ne presnovijo, z njimi ne dobimo energije, zato nekako se ta zanka neke nagrade, da smo nekaj pojedali in da smo zdaj nekako potešeni, ne zaključi. Se pravi, na dolgi rok v bistvu tisti, ki uživajo izdelke z umetnimi sladili, pojedo več druge hrane, tako da v končni fazi gre za povečevanje telesne mase, ne za izgubljanje. V šolskem centru Srečka Kosovela v Sežani smo spregovorili tudi o tem, da je, kot že mnogokrat poudarjeno, zajtrk zelo pomemben obrok dneva, da so v običajni hrani vsa hranila v optimalnih koncentracijah in kombinacijah, zato ni treba eksperimentirati s prehranskimi dopolnili. Dotaknili pa smo se tudi teme družabnih omrežij in kako ta vplivajo na prehranjevalne navade mladih. Pravzaprav se je nemogoče izogniti nekim oglasom o prehrani, ne, še posebej recimo beljakovinah, dodatkih, prehranskih dopolnilih. In vsi ti oglasi niso tisti klasični, ki smo jih vajeni recimo na televiziji in podobno, ne, kjer je specificiran čas za reklame, ampak so v bistvu prikazani tako malo prikrito. Ne. Sledimo nekim športnikom, vplivnežem, osebam, ki so nam všeč njihove objave in ti ljudje potem v svoji objavi najprej recimo samo prikažejo nek izdelek v ozadju ali pa jedo zajtrk medtem, ko govorijo o svojem dnevu. Nato pa to preraste že v to, da prav poročajo, ne, o tem izdelku, zakaj je dober za nas in nas želijo prepričati. In zelo hitro temu verjamemo in enostavno nekako s temi najprej prikritimi tehnikami, potem pa vedno bolj odkritimi in nasveti, recimo, enostavno pripelje do tega, da jim verjamemo in kupimo potem te izdelke, se jih poslužujemo, ker želimo biti takšni, kot so oni. Ne. Sogovornice, ki so pojasnile vse zagate in odgovorile na vsa vprašanja, so bile doktorica Urška Blaznik z NIJZ, Jana Verdnik, psihologinja s Filozofske fakultete v Ljubljani in Ana Karin Kozjek, doktorica medicine in strokovnjakinja za športno prehrano. Sovoditelj je bil komik Žan Papič, jaz pa sem Maja Stepančič. Hvala, da ste prisluhnili tej in vsem drugim oddajam Frekvence X. To je bil prvi izbor najbolj poslušanih oddaj letošnje sezone, sledijo še 3, avgusta pa se naša znanstvena oddaja preobrazi v ekskurzijo. Peljali vas bomo v Sečoveljske, Soline, v Triglavski narodni park, spregovorili pa bomo tudi o ekspediciji v Namibijo in na Madagaskar. Se poslušamo lahko tudi na plaži, v hribih, na letalu, kjerkoli, samo da ste. Hvala za pozornost in lepo poletje želim. Frekvenca X.